Tunizijo se večina ljudi odpravi kar z letalom, a obstaja še ena, malce bolj avanturistična možnost, in sicer, da se s svojim lastnim vozilom ali pa morda celo z motorjem odpravite čez Italijo, se tam vkrcate na trajekt, ki vas popelje mimo Sicilije, vse do Tunisa, glavnega mesta Tunizije. V Tuniziji najdemo cel kup skritih kotičkov. Eno izmed lepših je tudi mesto Kairouan. Tukaj je četrto najbolj pomemben kraj pravzaprav za muslimane na celem svetu, zaradi njihove velike mošeje. Je pa tudi pod UNESCO zaščito, ker ima najlepšo medino v celi Tuniziji. Mesto Dus se nahaja na jugu Tunizije in velja za nekakšen vhod v puščavo. Pravzaprav je to tudi njegov nadimek. Znan je seveda po oazi, po palmah in pravzaprav prav te dateljne palme dajo tisto pravo velikost neki oazi in mesto Dus naj bi jih imel kar 500 000. Brez nakupa dateljnom v Dusu ne gre, so pravzaprav tako pomembni, da jih izvažajo praktično po celem svetu. Zanimivo pa je to, da jih morajo celo ročno opraševati, da na koncu dobimo to slavno sladico, ki jo je marsikater berber ali nomad v puščavi, ker je bogata z vitamini, sladkorjem in velikokrat tudi vir preživetja. V Tuniziji najdemo tudi največjo vročo puščavo na svetu, to je Sahara, ki je tako velika, da praktično pokriva 1/3 Afrike in vsega skupaj 10 držav. Notri se ponovadi podajajo tisti avanturisti 4x4 po goram, se preganjajo po stepinah, ampak ena stvar pa je jasna. Brez prave opreme, znanjem in pa spremstvom še kakšnega dodatnega vozila to sigurno ni pametno početi. V Tuniziji se nahaja tudi največja slana površina v Sahari, ki meri kar 7000 kvadratnih kilometrov. In ko vidiš res tole, čeprav včasih ne ravno bleščeče bele površine, je res nekaj kar neverjetnega. V državi najdemo tudi kar nekaj gorskih oaz in ena izmed najbolj znanih je Čebika. Približno v 20. stoletju je bila popolnoma poplavljena, tako da so stari del vasi zapustili, zgradili novi del, ampak med ruševinami se lahko sprehodimo se pa lahko tudi po kanjonu, ki ima slap, tolminčke in je v bistvu vse skupaj zelo slikovito in barvito. Sezona granatnih jabolk je zdaj na višku v Tuniziji in nič ne paše boljšega, kot sveže stisnjen granatni sok. Otoki Kerkenah so pravzaprav skupek 7 manjših otočkov, med katerim sta samo 2 naseljena. Da pridemo tja, je edina opcija trajekt.
Praktično so neobiskani strani tujih turistov, tako da izgleda vse zelo pristno, zelo lokalno. Še tista stara Tunizija, ukvarjajo se večinoma z ribolovom, tako da če se boste kdaj znašli tukaj mimo kakšnih morskih dobrot, sigurno ne smete zapustiti otokov. Amfiteater El Džem je eden največjih na svetu in s tem tudi ena najlepših rimskih ostankov na celem svetu, no. In prav zato je tudi pod UNESCO zaščito. Potovanje v Tunizijo se sicer ne znajde množično na popotniških seznamih, saj je država bolj priljubljena za počitnice in namakanje v morju kot pa za raziskovanje. A Tunizija je veliko več kot zgolj peščene plaže in trgovinice s spominki, zato se jo splača obiskati, še preden se tega začnejo zavedati ostali popotniki.